Dobrodošli vsi pri današnji prezentaciji, kjer bomo preučevali današnje jutro o prehrani. V prvi prezentaciji se želim pogledati kislo bazično ravnovesje v telesu, v drugi prezentaciji pa bomo govorili o fantastičnih maščobah, ker je tako veliko sporočil glede maščob, da to so maščobe so dobre in slabe, te so prave, one so napačne in tako naprej. Kar pa bomo naredili, bomo šli takoj do kemijskih struktur maščob in ko boste videli kemične strukture maščob, boste pričeli razumeti, kako v bistvu telo to uporablja, kje to uporablja in zakaj to telo uporablja. V zadnjem delu pa bomo začeli sestavljati menije. Pogledali si bomo, kako lahko sestavite obrok. Pričnimo s tem, da si pogledamo kislo bazično ravnovesje v telesu. Telo dela na zelo specifičnem, natančnem ravnovesju. To pomeni popolno ravnovesje na vseh nivojih. In ki si pogledate vzroke bolezni, potem sigurno gre za neravnovesje. Vsakršno neravnovesje v različnih delih telesa. In če ste kdajkoli bili lastnik bazena, kjer je potrebno vodo vsak dan testirati, ker če se voda preveč zakisa, potem zgnijejo cevi, če preveč alkalno, potem rastejo alge. Torej, spet prihajamo nazaj k temu natančnemu ravnovesju. Kar nekaj pregovorov je tudi, ki govorijo o ravnovesju. Torej, recimo, da tehtnica lažniva je gnusoba Gospodu. Polna teža pa mu je po volji. To so pregovori 11.1. In ko bomo šli skozi prezentacijo to jutro, boste videli, da gre to zelo velja za hrano. In videli boste tudi, da količina hrane in vrsta hrane je treba prilagoditi osebi. In vse veste, kaj gledamo. Pogledamo na zgodovino. To vam veliko pove. Pogledali si bomo simptome. Simptomi vam tudi veliko povedo. In tretja reč, se spomnite? Odziv, tako je. Odziv je tudi zelo pomemben, zato ker je to vaše vodilo. To vam bo povedalo, ali to deluje, ali to ne deluje. Najboljša oseba, da to sprobate, je v bistvu ste vi sami. In nekateri bodo morda rekli, da je ta hrana delovala nekaj dni, ampak ne deluje pa ta danes. Tako pričnete ugotavljati, kaj se je zgodilo, kakšne emocionalne travme, so bili morda dehidrirani. Se spominjate? Pregledujete preko 8 zdravil, kaj v bistvu, kje je neravnovesje, kje je tisto manko. In zakaj je to manko? Torej, pričnimo s tem, da si pogledamo kislo bazično ravnovesje. Tole se imenuje pH skala. pH zato, ker pH pomeni potencialni vodik. Torej, kadarkoli se kislina raztopi, odda vodik. Ko se alkalna reč raztopi v raztopini, ta odda hidroksi železo. pH v bistvu pomeni potencialni vodik, potencialna kislina. Torej, na tej skali je kislo 0 in alkalno 14. In v sredini imamo nevtralno. Nevtralno ni ne kislo, ne alkalno. Ampak to je v tem primeru 7. In vsaka voda naj bi bila nevtralna. In nažalost zaradi dodatkov flora, klora v tako veliko pitnih vodah, potem voda je potem malce bolj kisla. Ko sem bila še na Škotskem z mojo škotsko mamo, sem pila vodo iz pipe, iz lokalnega vodnega omrežja in to moram prav naglasiti po škotsko. Loh. In tam ni fluorida noter. In to je bilo zelo lepo slišati. Malce je sicer bil dodan klor. Veste, da če nalijete vodo, kozarc ali vrč, čez pol ure tega klora ni več notri v vodi. Tudi kri ima svojo vrednost na tej skali. Kri pa leži nekje med 7,35 in 7,4. In tu nekje mora biti,
ker če se krvni pH dvigne do 8, potem bo ta oseba prišla v komo in umrla od alkaloze. In če pH pade pod 7,22, potem bo ta oseba šla v komo in umrla od acidoze. Torej, pri krvi ne sme biti veliko variacije. In ne rabite se skrbeti za pH vaše krvi, zato ker sta dva organa, ki neprestano skrbita, da je to v tem nivoju. En izmed teh organov so pljuča, to razloži tudi, ko močno fizično delate, hodite hitro v klanc in podobno, začnete globoko dihati. V bistvu, bolj kot uporabljate vaše mišice, več goriva kot kurite, več CO2 se oddaja in tudi nekaj mlečne kisline in to ustvarja bolj kislo območje v krvi. Torej, možgani pravijo pljučam, dihajte, dihajte. In ko pričnete globoko dihati, potem vdihavate več kisika in izdihavate več CO2-ja. Na ta način pljuča v bistvu pomagajo pH krvi zniževati in ohraniti na tem področju. Drugi organ pa so vaša ledvica. Da bi razumeli, kako ledvica to počnejo, si poglejmo ledvica in si bomo pogledali nefron, kar je v bistvu naš filter v naših ledvicah. Približno 1 milijon nefronov je v eni ledvici. In vaše ledvica so tako velika približno kot vaša pest. In včeraj smo videli tega visokega gospoda in se ga vprašala, kako visok si, 2,10 metra, ojej. Njegove ledvice bi bile večje od mojih. In lepo je tudi učiti male o tem telesu, v katerem živi. Njihova ledvica so približno tako velika kot njihova pest. No, in povprečna količina nefronov na ledvice je približno 1 milijon. Kri pride noter in kri se filtrira v nefronu in to se imenuje Bowmanova kapsula. Kri pride noter in kar je zanimivo je to, da žila, ki pride noter, je debelejša od tiste, kot pride ven. Vidite to iz te slike? To naredi malce pritisk v tej Bowmanovi kapsuli, da bolj efektivno prečisti kri. In ko se kri čisti, filtrat, ki pride ven, se navija okoli teh cevk. In te cevke na koncu vodijo v mehur. Tako odpadke potem preko urina izločimo. Kri pride noter, se navija okoli teh cevčic, kjer se filtrira, in ko pride ven iz Bowmanove kapsule, se uvija okoli teh cevčic in v roku 24 ur ti mali filtrčki prefiltrirajo 18,000 litrov krvi. Mi nimamo toliko krvi v telesu. Vsake 2 minuti prefiltriramo 1,2 litra. Od teh 1800 litrov krvi je izfiltriranih ven 1080 litrov filtrata. Ampak mi ne gremo na malo potrebo z 1080 litri na dan, kaj ne? Sicer bi vsi šli ven iz sobe vsakih 5 minut. Hvala Bogu, da nam ni to potrebno. Izločimo približno 1,5 litra na dan. Ostanek pa je kje? Manjka nam približno 1060 litrov. Tu pride do neke reabsorpcije. In med to reabsorpcijo, proces, ki se imenuje hemiostasis. To pomeni, da ohranja ravnovesje. In 3 reči, ki se posebej tukaj uravnavajo, in en izmed teh je pH krvi. Kako torej to ohranja ravnovesje? Kontrolira in uravnoveša. Primer, recimo, da kri postaja preveč kisla, tem je ta višek kisline se izloči v te kanalčke, da jih potem izločimo preko urina. Ampak recimo, da je pH krvi preveč alkalen, potem je tukaj, da je več kisline potegne ven iz kanalčkov in se vcepi v kri. In kakšen neverjeten proces. Živimo v samoozdravljujočem, samoregulatornem organizmu. Kaj še? To je ena reč. Kaj je v bistvu še nadzirano in balancirano, če je tukaj potrebno?
raven natrija in vode v telesu, tudi krvni pritisk. Vam bom povedala zgodbo za ilustracijo. Imeli smo gospo, ki nas je poklicala en dan pred prihodom na program in nam je rekla, zelo me skrbi, da bi prišla na vaš program. Zakaj pa to? Rekla, ravno bom šla na dializo, noge so nabreknile polne vode. Vidite, zakaj so njene noge polne vode? Zdaj, ker ledvice ne delujejo dobro in ne morejo nadzirati, balancirati natrija in vode v telesu. Moj krvni pritisk je visok, to je druga reč. In potem rekla, mislim, da če bom šla čez ta detoks, da se mi bo še poslabšalo. Imate zdravnike tam? Ne, nimamo zdravnika. Ampak lahko te peljemo v bolnišnico, če bo to potrebno. Rekla sem mi, pozorno te bomo opazovali in lahko adaptiramo program na vaše potrebe, če bo potrebno. Ok. In je rekla, nismo še imeli tako nevoljne osebe in tudi ugotovila sem, zakaj. Mama in sestra silile in tudi plačale za to. Ugotovili pa boste, da ko ljudje plačajo za to, da pridejo na zdravstven program, potem to tudi cenijo. Ali ni to tudi, kar kolporter dela? Prodaja buke. Ko to proda, potem ljudje to cenijo. In če kdo reče, da ne more priti na program zaradi tega, ker si ne more privoščiti tega, ali lahko to odplačam v obrokih, Michael reče, ja, lahko, kdaj bi radi začeli odplačevati obroke, preden pridete? Zato, ker kaj se zgodi, če tega ne bodo storili? Potem vi ne dobite svojega denarja. In vi morate dobiti denar. Če nimate denarja, potem ne morete kupiti hrane, ne morete plačati delavcev. Če pa nekdo more hitro priti in ne morejo, kaj jim potem rečemo? Ali imate družino, ki vam lahko pomaga? Imate cerkveno družino, ki vam lahko pomaga? Je morda kaj, kar lahko prodate? Gospa in njen mož sta prodala svoj tovornjak, da sta lahko prišla v Misty Mountains. In potem sta to cenila, ker je delavec vreden svojega dela. To je nekaj, kar si morate zapomniti. In lepo bi bilo, če bi vsi lahko prišli, ampak lahko vam povem, da ne bodo cenili tega. Ne bodo tega cenili. In redko kdaj je bilo, kjer je Michael drastično znižal ceno programa. Torej, tisto jutro, zgoraj zjutraj, sem molila in sem rekla, oče nebeški, kaj naj storim za to gospo? Na dializo bo šla. In potem je Bog me spomnil nečesa. In to boste odkrili. Če preberete 7a-b-c in si pogledate komentarje Ellen White na Jakob 5:15, kjer piše, da bo molitev vere pomagala bolniku in da ni dovolj samo moliti. Medtem ko moliš, vam bo Bog dal na misli preproste naravne tretmaje. Ampak kako lahko to pripelje na vaš če jih pa ne poznate? Edino upanje, da bodo razmere boljše, je poučevanje o pravilnih načelih zdravja. Torej, molila sem se rekla, oče, kaj naj storim? In spomnil me je, da bo moja stebelna zelena kmalu prišla v seme. Doma imamo res čuden vrt pri nas doma. Imam vrtnice, perunika, stebelna zelena in peteršilj. Vse to imam zmešano na kupu. To ni glavni vrt. To je moj vrt osebni. Torej, moja stebelna zelena je šla v seme in v semenu najdete koncentracijo reči, ki so v rastlini. Stebelna zelena je odlično zelišče za ledvice. Tudi peteršilj je šel v seme in tudi peteršilj je čudovita reč za ledvice. Tudi plazečo pirnico mi raste vse posod. Vedno ga trebim ven. To je še ena čudovita reč za ledvice. To smo omenili, ko smo govorili o zeliščih. Tako sem naredila 1 liter čaja na dan s tem. Dodala sem malce ingverja, da ima boljši okus. In se veste, kaj ingver naredi v telesu? Zmanjšuje vnetje. Ko sem se z njo pogovarjala, sem ugotovila, da pije samo 3 kozarce vode na dan. In ugotovili boste, da nekateri ljudje pravijo, moje noge so že zatečene, polne vode, torej imam že dovolj vode. Vprašanje, ste naredili sok ali smuti? Naredila sem čaj. Z vrelo vodo, ja. Ste to naredili iz plazeče pirnice? Ja, tako, iz te. Nisem je še videla, da bi rasla tukaj,
ampak bom imela še oči odprte za to. Plazeča pirnica. Dobra za lepo zelenico, ampak grozna za vaš vrt. Kar razleze se. Gospa sprašuje, kako se imenuje, ampak to je plazeča pirnica. Tako, ko smo se pogovarjala, sem ugotovila, da pije samo 3 kozarce vode na dan in 3 skodelice kave na dan. Imela je tudi intoleranco na gluten. Kako sem lahko to ugotovila? Zdaj, ker jo je zelo napihvalo. Zelo zamegljen je imela. Tudi hormonsko neravnovesje je imela. Verjetno je bila nekje 30 kg preko normalne teže. In celo medicinska sestra. 52 let, blizu upokojitve. Zdaj, ker je bilo težko delati v njenem stanju. Rekla je, da ne bo mogla iti na jutranji sprehod z gosti. Sem rekla, ja, seveda, ne boste mogli. Ampak, kar pa želim, da storite, da greste na trampolinček. Tisti mali trampolin. In to je čudovit limfatični stimulant. In samo to počnite, gledajte. To imenujem kar poskočnost za zdravje. Samo to počnite. 1 minuto, vsako uro. Ker tudi ta vnetje na nogah je v bistvu so limfne tekočine. Rekla sem jim, da želim, da spije 1 liter vode na dan. In liter tega čaja. Ne želim pa, da pijete več kot nekaj požirkov naenkrat. Zapomnite se, njena ledvica ne deluje dobro. Torej, nekaj požirkov. Čez par minut spet nekaj požirkov. Rekla sem jim, naj ima tudi nekaj malčega soli, približno velikosti šivanke. Tudi sama je prenehala popolnoma s soljo. Njeno telo ni navajeno, torej je treba počasi postopati. Tole je bilo v nedeljo popoldne. To je počela tudi ponedeljek in v torek so bile njene noge že za polovico manjše. Z gosti je že šla na sprehod in tako nadaljevala tudi z telovadbo za noge. In zelo srečna gospa je bila na koncu tedne. Zelo srečna. 3 mesece kasneje mi je poslala elektronsko sporočilo, da ne rabi iti več na dializo. Hvala Bogu. Rekla je, da so se ledvice najboljše kdajkoli v zadnjih letih. Ne, zmotila sem se. Njena jetra, funkcija jeter, najboljše v zadnjih letih, zato ker so bila tudi v neravnovesju. Ampak rekla je, moje ledvice pa še niso normalne. Rekla pa je, da so na nivoju, kjer ni potrebno iti več na dializo. Rada bi predlagala, da če bo to nadaljevala, kar trenutno dela, se spomnite, morate dati nekaj časa, sploh za kronične probleme in so že dalj časa prisotni. Verjamem, da imate tudi vi podobne probleme na Švedskem, v Nemčiji. Tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Vprašanje. Plazeča pirnica korenina ali liste uporabimo? Liste. Ali so korenine tudi za kaj uporabne? So. V večini rastlinah ugotovite, da dobite te aktivne stvari, ki aktivno delajo na telo. Torej, ponavadi je to v celi rastlini, ta substanca. In hkrati tudi mi je povedala gospoda, da je njen šef želel, da naj pride nazaj polno delati. Izgubila je 10 kg v 3 mesecih in rekla, da je njen zdravnik navdušen. Tudi kave v tem času ni več pila. Pila je več vode. Dali smo ji tudi nekaj zelišč, ki lahko pomagajo za ledvica, ki jih dobijo tudi v kapsulah ali pa tabletah. To je enostavno za ljudi, ki pač delajo. Vprašanje, ali lahko ta čaj date tudi ljudem, ki že imajo dializo? Torej, če ga lahko damo ljudem, ki so že na dializi, ja, lahko. Še vedno bo prišlo do efekta, ampak morajo ga piti zelo po požirkih. Počasi. Jaz osebno še nikogar nisem videla, da bi prišel iz dialize. Poznam pa zdravstvene misionarje, ki so to že videli. Pogosto sem šla na Fidži kot nek tak umik v eno šolo
In Fidžijci, zdravstveni misionarji, so vodili eno šolo v Indiji in imeli so gospoda, ki mu je bila dializa mu je že presedala in ni želel več hoditi na dializo. In ko je implementiral 8 zakonov zdravil, je v bistvu samo to, kar so storili. In njegova funkcija jeter se je povečala in to je bilo to. Ne vem. Kar storite je pač implementirate, pogledate osebo, odziv. Imeli smo pa gospoda na našem programu 6 mesecev kasneje, ki je tudi bil tik pred dializo, 45 let star. Implementirali smo vse, kar smo počeli zadnjič. 6 tednov kasneje nam je poslal mail nazaj in je rekel, da mu ni treba iti na dializo. Se pravi, v polovici časa. V kakšnem čudovitem telesu živimo, če mu damo prave pogoje. Neverjetno. Gledamo torej na to, kako ohraniti ravnovesje v telesu. Gledamo to pH skalo. pH v krvi se ne more spreminjati, ne sme spreminjati, ampak celični pH pa se lahko spreminja. In celični pH je 6,5. Tole je malce kislo in je razlog za to, da je temu tako. Najbolj kisla snov je žveplova kislina in na skali hitrosti potuje s svetlobno hitrostjo. Kalcij je na drugi strani najbolj alkalni mineral in na skali hitrosti se niti ne premika. To je zato, zakaj kmetje, ki se ukvarjajo s hidroponiko, vedno testirajo vodo, ker če je voda preveč kisla, potem korenine požge. Če pa je preveč alkalna, rastline ne absorbirajo dovolj hitro mineralov iz vode in v rastlino. Torej, gre za natančno ravnovesje. Tudi kislost zemlje, ki jo kmet želi imeti, oziroma cilja, je približno 6,5. Rečem približno, zaradi tega, ker nekatere rastline rastejo pri drugih pH-jih. Bolezni pa se dobro razvijajo pri pH-ju celic, tam nekje 5,5. Tukaj rak raste, tukaj rastejo glivice, fungusi, plesni, tukaj bolezni nasplošno uspevajo. Tudi če gre za padec samo ene točke, ker gre za logaritmiko, ima to dramatičen učinek. 60% manj kisika na voljo na celični ravni. In zapomnite se, kje raste rak? Ni kisika in kislo okolje. Coca-Cola ima pH približno 2,6. To je morilec. Za eno stvar je Coca-Cola uporabna in to je za čiščenje umazanije na cementu, na dovozu. Tudi zato tega ne kupim. Gospa pravi, da lahko uničiš tudi rjo iz avta s Coca-Cola. Super. Tu je torej kislo-bazično ravnovesje in tako to deluje v telesu. Ne vem za vas, ampak nekateri v moji družini in moji prijatelji kršijo vsak zakon vsak dan. Vdihavajo slab zrak, ne odpirajo oken, morda imajo preveč živali v sobi, je še manj svežega zraka, morda niso več kot en mesec zamenjali posteljnine, morda prešita odeja ni videla več let sonca in zraka. In to ni dober zrak v tej sobi potem. Mnogo Avstralcev, ki jih poznam, se izogibajo sonca, zato ker nočejo raka na koži, ampak smo si pogledali, da so drugi faktori, ki so potrebni za to. In mnogo ljudi, ki živijo na stimulansih, ker so vedno utrujeni, seveda, ker jim manjka kisik na celični ravni, ker niso dovolj na kisiki, ker niso dovolj telovadili. Prihajamo v čas programa, kjer začnemo videti, da se vse to skupaj začelo sestavljati. Prepozno gredo spat in to je zelo običajno, kaj ne? 10 zvečer se ljudje še vozijo po mestu. In pogledajte si, koliko hiš še vedno gori luč. Da naredite eksperiment in pogledajte, koliko jih še prižganih ob polnoči.
Vem, da morate biti v postelji v polnoči, ampak naredite eksperiment, boste videli, koliko luči je še prižganih. Morda ni luči, morda je pa moder ekran. Mnogo ljudi trpi zaradi pomankanja spanja. In včeraj smo si pogledali, kako jih lahko pomagamo, če imajo mentalne probleme. Mnogim ljudem seveda manjka tudi prava prehrana, preprosto jemljajo hitro hrano, mnogo ljudi je tudi dehidriranih, na drugi strani ena skodelica kave, potrebuješ 5 kozarcev vode, da nazaj rehidriraš telo. Stres, ne poznajo Boga nebes. Vidite, to vse ustvarja to zelo kislo okolje v telesu in pljuča in ledvica so zelo obremenjena, ampak glih jim še uspeva. Oseba se na to zbudi dehidrirana in potem spijo kafe, 2 žlici cukra, zato da se lahko zjutraj zbudijo. Ledvica in pljuča pa skoraj ne morejo več s tem ritmom. In zadnji ukrepi, ki jih telo še lahko naredi, vzame kalcij iz največje zakladnice kalcija iz kosti. Vprašanje, ki ga sicer nisem razumel. Zato pa je eden izmed razlogov, zakaj je Coca-Cola tukaj spodaj. Sladkor je v bistvu čista kislina. Razlog, zakaj je Coca-Cola tukaj spodaj, zaradi kombinacije kofeina in sladkorja. Tudi ortofosforna kislina, da so mehurčki bolj taki, vse to skupaj nas v bistvu ubija. Kar pa se sedaj zgodi je to, da kalcijev fosfat potegne ven iz kosti in takoj se vidite, kaj se je dogajalo. 7,33, 7,32, 7,31. Takrat pa začne alarm. Kalcijev fosfat se potegne ven iz kosti, v kri in takoj naredi svoj učinek, da vrne pH krvi nazaj na 7,35. Ampak za kakšno ceno? Telo sedaj mora nekaj narediti s tem kalcijevimi kristali, torej jih bo odložilo v ledvice kot ledvične kamne ali v žolču kot žolčne kamne. Ali pa se bo začelo kopičiti v očesu ali pa jih skladiščilo na okostje kot izrastki in podobno. Kaj vam torej povedal, kaj so te kostni izrastki oziroma kostne ostrige? To so kalcijevi depoziti. Vprašanje pa je, zakaj je kalcij na kosti, ne pa v kosti. Vprašanje, kaj pa je s tistim na očesih? Na očesih to pripomore k tem, da se začne delati siva mrena. Torej, te depoziti gredo vse posod po telesu in lahko pripomorejo tudi k arteriosklerozi, da se začne pojavljati na žilnih stenah. Vprašanje, ali ste rekli, da je to zato, ker kalcij se izloča v preveki meri in to pripomore k... No, v bistvu, to pride v kri zato, da neutralizira stanje. In telo preprosto reče, kaj pa bomo sedaj s tem? Torej, mora nekaj storiti s tem kalcijem. Vprašanje, torej ni uporabljeno naprej. Ne. Samo prisotnost neutralizira v bistvu stanje. Potem pa mora to biti nekam skladiščeno, odloženo. Učenci, kako se torej znebite kostnih izrazkov, kostnih ostrog? Obkladki z ricinusovega olja. Če so bili ti izrazki 3 leta, bo morda trajalo 3 mesece. Če je bilo 3 mesece, bo morda trajalo 3 tedne. Če je bilo 3 tedne, morda 3 dni. In dobra novica je, da to ne bo razgradilo vaše kosti. Psalm 104:14 piše, da je Bog dal zelišča za službo človekov. In zelišča vedo, kaj morajo narediti. Najbolj vpliva na pH, več kot karkoli drugega, je v bistvu hrana, ki jo jemo. Sedaj bomo napisali seznam prehrane, ki ima učinek bolj alkalen in hrana, ki ima kisel učinek. Najbolj alkalna hrana je limona. Če pa okusimo, je pa kisla. In kisla je samo tam, kjer naj bi bila. In samo en prostor v telesu je, kjer naj bi bilo kislo. In kje je to? V želodcu. Jutri, ko bomo imeli predavanje o potovanju skozi prebavni trakt, boste videli. Če ni kislo, ne more razgraditi proteinov, beljakovin. Pogledali smo si tudi, kako pomembne so beljakovine. Beljakovine niso dovolj razgrajene, potem ne morejo iz vašega čreva priti v kri. Šele ko pridejo v kri, postanejo del življenja mesa, kar prinaša življenje vsem celicam v telesu.
Ko pa limona se razgradi v črevesju, se minerali absorbirajo v kri, imajo alkalni učinek, zaradi tega, ker je limona polna alkalnih mineralov, ki so kalcij, magnezij, natrij, kalij in železo. To so vaši minerali, ki alkalizirajo. In drugi veliki vir teh mineralov so temnolistnata zelenjava. Te imajo zelo veliko teh mineralov. In to razloži tudi zakaj, ko imamo nekoga, ki pride k nam in želi premagati raka, potem zblendamo divjo zelenjavo. O tem smo že kar nekajkrat govorili. To je zmešano z vodo, precedimo in potem to pijejo. Tisti zelen sok. Zato, ker je zelo bogato z alkalnimi minerali in to pomaga alkalizirati tudi tkiva. Videli smo tudi, da to so tudi minerali, ki jih naše kosti potrebujejo. Te minerale, to ravnovesje. Zelenjava je tudi načeloma alkalna. Ampak tukaj je en vprašaj in razlog za ta vprašaj je to, zato ker obstaja tudi zelenjava, skupina zelenjave, ki zaradi nekatere lahko deluje bolj kislo. Torej, tukaj bomo postavili vprašanje in na tej točki bi rada z vami govorila o lektinih. In to so zelenjava, ki ima veliko lektinov. Ste že slišali za to? Lektini so komponente rastlin, ki so skoraj kot neka varovalka za rastlino, kot nek ščit. Recimo nezrelo sadje ima zelo veliko lektinov. Zrelo sadje pa zelo nizko. Torej ta grenkoba, ki jo okusimo pri nezrelem sadju, je v bistvu to, so v bistvu te vašemu telesu povedo, da ne me jest. In vsak vrtnar ve, da takoj, ko jabolki postanejo rdeči ali pa paradižniki, kdo pride? Ptiči, ker iščejo to barvo, ki jim pove, da so zrela. Torej nezrelo sadje ima veliko lektinov, zrelo pa ne. Ko lektini pridejo v vašo kri, povečajo vnetje. Če imate pa močno črevesno floro, potem te razorožijo lektine. In jutri bomo govorili o tem, ko si bomo to pogledali, kako lahko jačate vašo prebavno floro in kaj jo tanjša oziroma slabi. In tale skupina zelenjave tukaj, razhodniki, ti imajo veliko lektinov. Paradižniki, paprike in tudi vaši jajčevci, krompir. In tu je mišljen to, kar Fidžijci pravijo krompir belega človeka in pogosto se reče tudi irski krompir oziroma angleški krompir. Zato, ker sladki krompir ni te skupine in sladki krompir tudi ni krompir, ampak je jam. In to je nekaj popolnoma drugega. In zato tudi nima veliko lektinov. Vprašanje, kaj je to capsicum? Paprika? Kako tukaj imenujete? Paprika, ja. Ko sem bila v Meksiku, sem poskušala komunicirati v restauraciji, ker nisem želela jesti paprike in sem rekla bell pepper in ni razumel. Torej sem imela knjigico. Ponavadi, ko sem sama, imam vedno s seboj knjigico v restauraciji in sem mu pokazala. Sem mu narisala papriko in rekel, pimento, Ampak tradicionalno so v Evropi odstranili kožo in semena od paradižnika. In tudi paprike. In kar je zanimivo je to, da lektini so v semenu. Vprašanje, tudi v paradižniku? Ja, tako je.
Torej ljudje, ki imajo artritis, kjer gre za vnetje, je najbolje, da se držijo stran oziroma močno zmanjšajo to hrano. Neka gospa mi nekoč rekla, jaz lahko jem zeleno papriko, ne pa rdeče. Druga pa mi je rekla, lahko pa jem rdečo, ne morem pa zelene. Ena mi je rekla, lahko jem surovo, ne pa kuhan in obratno. Torej, v bistvu gledate na kaj? Na odziv gledate. Vprašanje. Ali lahko jemo semena od paprike? Ja, to bom prepustila vam, ampak veliko lektinov imajo. Torej, verjetno ni dobra ideja. Katera druga hrana še ima veliko lektinov? Vsebuje? Oves, pšenica. Te dve žiti imata največ lektinov. Tradicionalno pa so ljudje vedno, da bi naredili kruh, in to je bilo še pred industrijsko revolucijo, je v bistvu ves kruh po celem svetu bil iz drožmi. Z industrijsko revolucijo, ko so pa to rafinirali in vzeli kvas in drožije in naredili čist kvas. In sedaj imamo kruh s kvasom. Vprašanje. Kako je s krompirjem, ki ga nekateri ljudje jedo vsak dan? Ali bi rekli, da ga pač prenašajo? Ja, tako je. Nekateri ljudje to lahko. Zato gledate tudi na odziv. In zapomnite si, če ima človek dobro floro v črevu, potem to razoroži lektine. Torej, tradicionalno je ves kruh bil z drožmi. In ta proces priprave kruha z drožmi v bistvu razoroži lektine. Tako lahko imate pšenico, ampak če je narejena z drožmi, ne bo ostalo nič več lektinov. Vprašanje. Kako je pa s piro? Pira. Narejena naj bo z drožmi. Potem ljudje pravijo, ja, ampak Škotje so jedli oves mnogo let. In če si pogledamo tradicionalen način, kako so oni to pripravili svoje oves, to je včasih trajalo kar nekaj dni. Namakali, lahko skisali in tako so razložili lektine. Stajte dve žiti, ki nimajo ta lektinov. Proso in sirek. Sirek je vedno se uporabljal za hrano za krave. Vem, da v Avstraliji še nikoli nismo slišali, da se sirek lahko je. Ampak so pa odkrili, da je brez glutena. In slišali ste še za Weet-Bix, znani kosmiči v Avstraliji? Lahko dobite tudi Weet-Bix brez glutena, narejeni iz sirka, narejene iz sirkove moke. Proso in sirek sta torej dve žiti brez lektinov. Vprašanje? A je tako, da recimo kot krompir, lektini, ko skoraj jih ni več, ko se skuha krompir? Oziroma zelo malo. Ja, to je tako, ja. Zelo malo jih ostane. Ne poznam pa nikogar, da bi jedel surov krompir, to je res. Tik preden sem zapustila Avstralijo, prejšnji november, mi je gospa dala knjigo Paradoks rastlin, dr. Stephen Gundry. Rekla je, da je to zelo zanimiva knjiga in sem rekla hvala. No in sem šla v svojo sobo, kjer sem bila v karanteni za 2 tedna in brala knjigo približno 3 strani in me je takoj odbilo, zato ker govori o tem, da se naš želodec razvijal preko milijone let in da so se rastline razvijale milijone let. Ampak, ko si sam v sobi 2 tedna, potem sem se vrnila in vesela sem, da sem prebrala celo knjigo. Res je, da zelo močno podpira mesno prehrano, zato ker nima lektinov. Rekel je, da so stročnice slabe, žitarice slabe, ampak ko preberete tisto, kar je v malih črkah napisano, če so pravilno pripravljene, tako kot droži, namakanje in tudi stročnice, imajo veliko lektinov, ampak so kuhane pod pritiskom, ekonom lonc in so dobro splaknjene in splakovane, potem te lektini grejo stran. Torej, če jih dobro pripravite hrano, potem definitivno lahko jeste rastlinsko hrano, ki ima manj lektinov. Trenutno vsi govorijo o lektinih. Veliko ljudi pravi, da
da je rastlinska prehrana slaba zaradi lektinov. Torej, to informacijo vam podajam, ker je pomembna. Staje knjiga z naslovom Hranjenje tradicij, Sally Fallon, in ona si pogleda tradicionalne načine priprave hrane. Namakanje, dolgo kuhanje ali pa ekonomlonc ali pa droži. In če ljudje pripravijo svojo prehrano na tradicionalni način, boste ugotovili, da lektinov ne bi bilo toliko. Vprašanje? Ali vidite lektine bolj toksične kot fitična rastlinska kislina? Ker je to še ena taka stvar. Ja, res je. In fitična kislina. Sem že govorila o njej. Veste, kaj raziskave kažejo danes, da je fitična kislina dejansko lahko pomaga proti raku. In to je eden izmed razlogov, zakaj ljudje pravijo, da morate jesti več soje, ker ima polno fitične kisline. Ampak pšenica ima dejansko več fitične kisline kot soja. In kako mlekarska industrija gleda na sojo? Sovražijo ga. Torej, potrebno se je tudi pogledati, kaj je odzadej za tistim, ki je podal raziskovanje. In hkrati, če soja ni gensko spremenjena, je organsko zrasla, če je pravilno pripravljena, to pomeni dolgo počasno kuhanje oziroma ekonomski lonc, ali pa fermentacija in podobno, kot recimo tofu. Veliko ljudi se tudi ne zaveda, da je potrebno vodo splakniti, medtem ko kuhate stročnice. To je tista umazana voda. Poglejte, kako umazana je, ko jo odlijete. In ko to storite, se znebite tudi fitične kisline. Vprašanje? Kaj pa menite o fermentirani prehrani? Velika razlika je med fermentirano hrano, ki proizvaja alkohol, in kultivirano hrano. Kultivirana hrana proizvede mlečno kislino, in hkrati v tem raste tudi Lactobacillus acidophilus. In kaj ta stori? Sprošča B vitamine in to je čudovita hrana. V bistvu je ta vaša kultivirana hrana eden izmed načinov, kako ohraniti in ojačati vašo zdravo floro v črevu. Vprašanje. V Nemčiji imamo samo eno besedo in to je v bistvu fermentirano. Kakšna je v bistvu razlika? Razlika je, se spomnite, kaj sem na začetku rekla, ko proizvaja alkohol. In vsaka gospodinja, ki dela kislo zelje sama, ve, da če je okuženo ali pa če ni pravilno narejeno, potem proizvaja to alkohol in zgnije. Vprašanje, kako je potem s tem, ko govorite o tem ciklu življenja, ko ste že govorili, in ko to razpada in pride do končne stopnje, tam razpada pač na te do zadnje stopnje. Kako to primerjate s tem? Ja, res je, zadevo lahko ustavite na določeni stopnji, preden postane škodljivo. In imamo seveda aerobične bakterije, torej vaše Lactobacillus acidophilus bakterije, in tudi Lactobacillus bifidus so vaše permanentne bakterije v črevu. Seveda imate tudi Candido na milijone in to skupaj sodeluje zelo dobro v simbiotičnem okolju, ko so skupaj. In tako razmerje čudovito deluje tudi v drožji kruhu. Ko delate drožji, je v bistvu to že predprebavljeno žito. Seveda je tam nekaj divjega kvasa noter, ampak seveda je tam tudi Lactobacillus. Divji kvas razgradi žito in Lactobacillus pa ponuca smeti od divjega kvasa. Torej vidite, kako je to popolno razmerje, okoliščina. Vprašanje, ampak saj ne jemo drožijev, ker te se v procesu segrevanja ubijajo. Pri zelju pa jemo še ostale bakterije. Ja, ampak jeste Lactobacillus acidophilus, kar so vaše aerobne bakterije. In to sprošča B vitamine iz zelja. Torej, ko jeste kislo zelje, dobite več B vitaminov, kot če bi jedli surovo zelje. In Nemci so to jedli na stoletja, kaj ne? Je, stoletja so jedli to. Neverjetno zdrava hrana. Isto je z jogurtom. In isto je z kefirjem. Vi poznate kefir? Mislim, da tradicionalno je kislo zelje miso. Miso je še ena podobna reč iz Japonske, to delajo na Japonskem.
Da so tako hrano uporabljali nekoč, da bi ohranili hrano čez zimo in hkrati Lactobacillus pomaga pri tem, da imamo zdravo floro v črevu. Danes se dobi tudi zelo dobre jogurte iz sojinga mleka, kokosovega mleka. Tradicionalno, če si pogledamo države, je vsaka izmed držav imela svojo fermentirano, kulturirano prehrano, kot del njihove kulture. Vprašanje? Na nekem predavanju sem slišala, da ko daš hrano in jo fermentiraš, da pri tem sladkor oziroma sladkor v hrani postane alkohol, recimo iz sadja. In to je potem alkohol, zato ker alkohol se spreminja v alkohol. Ja, pogledati si morate v bistvu, s čim se bakterije hranijo. In to je sicer z ogljikovimi hidrati ali pa sladkorjem. In oglikovi hidrati so neke vrste sladkor. Ampak zavohate lahko, če je recimo zgnilo ali pa se pokvarilo. Torej, škoda bi bilo, če bi izključili fermentirano prehrano. In o tem tudi Ellen White piše, da kruh naj bi bil lahak in sladek in ne kisel in težek. Če postane kisel in težek, potem se je v bistvu pokvaril. Vprašanje, nekaj bi rada tukaj pokomentirala. Medtem, ko sem odraščala, smo imeli tako rekoč nek proso, tak priročen, tak mala semena od prosa. Torej, in načrt priprave je bil tako, da ko je proso še rjav, smo ga namočili v vodo za 3 dni. In tako se je naredila kaša. Potem se pa kasneje v življenju spoznala britanskega profesorja, ki je bil specializiran o kašah, o redkih kašah. In tako sva se izmenjala izkušnje. Pogovarjala sva se o teh rečeh in mi je tako razložil, vaši ljudje, vi ste vedeli, kako je treba pripraviti stvar. Rekel je, da smo razumeli fermentacijo in ta fermentacija je prinesla neke hranila na voljo, ki sicer ne bi dobili. To je res. To je to, kar je ta profesor študiral, da v bistvu se sprostijo neka hranila. Seveda, lahko tudi zgnije, če to traje predolgo. Ja, poznali so te 3 dni. Ja, in tudi idli, recimo, če poznate indijsko prehrano, idli, tukaj zmešajo neke določene stročnice z vodo in to pustijo nekaj dni, da začne fermentirati. Ta cel proces tudi razoroži lektine. Če kuhate paradižnike recimo z olivnim oljem, to sprosti lycopene. In lycopene je potencialen antioksidant, ki zmanjšuje vnetje prostate. Dame, s svojim možem skuhajte olivno olje in paradižnik kuhano 3-krat na teden, da bi lahko varovali njihovo prostato. Vprašanje, ali to pomeni, da kuhate z oljem ali da ste olje na koncu zraven? Malce se mora prekuhati. Olivno olje, kot boste videli v mojem naslednjem predavanju, ima eno dvojno vez. To bom predavala naslednjič, ampak če je to s tekočino, v tekočini, potem to preprečuje, da bi se pregrelo in da bi se ta vez odprla. Torej gre za zelo malo kuhanje. Vprašanje, torej ne dobimo lycopena brez olivnega olja. Ja, tako je. In lycopen je derivat vitamina A, torej vitamin, ki se topi v maščobi, torej to so vitamini A, D, E, K. Veste, kaj to pomeni, učenci? Če ste na prihrani brez maščob, potem v bistvu ne dobivate vaših vitaminov, ki se topijo v maščobah. Nadaljujemo. Poglejmo si prehrano, ki še tvori alkalno bazo. Sadje. Sadje sicer ima vprašaj tukaj. Zakaj ima torej sadje vprašaj? Rastline imajo veliko vlaknin, veliko mineralov, nizko sladkorjev. Sadje, veliko sladkorjev, malo mineralov,
In če ima nekdo problem z kvasovkami, z kandido v telesu in je veliko sadja, potem sladkor v sadju hrani kvasovke. In medtem, ko se kvasovke hranijo na sladkorju, te sproščajo acetično kislino, tudi laktično kislino, mlečno kislino. Izloči se tudi sečna kislina. Vidite v bistvu, kaj se tukaj dogaja? Ustvarja okolje, v katerem najbolj tudi raste. In pri tem oddaja alkohol. Alkohol, medtem ko se razgradi v jetrih, se pretvori v acetaldehid. Acetaldehid je živčni strup, nevrotoksin. Kaj je nevrotoksin? Tisto, kar ubija možgane, strup za možgane. In 5 načinov je, kako se lahko izpostavimo acetilaldehidu. Prvi je, če ima nekdo kandido in je veliko sadja, bo to hranilo, pri tem se bo sproščal alkohol, acetaldehid. Druga točka, alkohol. Eden izmed razlogov, zakaj alkoholiki utrpijo poškodbe na možganih, zaradi alkohola se pretvarja v acetaldehid v jetrih. Tretja točka, izpušni plini avtomobilov. Četrta točka, dim od cigaret. Izpušni plini avtomobilov, tisto, kar pride od zadaj ven, se veste. Peta točka, kis. Koliko ljudi pa je kis in koliko ljudi pravi, da je jabolčni kis zelo dober za vaše zdravje? Kot adventisti vemo, da Ellen White govori proti kisu. Tega ne morete uporabiti pri ljudeh, ki niso adventisti. Torej, uporabite znanost. Če bi radi to raziskali bolj v detajle, dr. Robert Young piše o tem. On je ameriški zdravnik in on je naredil čudovite raziskave na temo kislo-bazičnega ravnovesja. Napisal je knjigo Sick and Tired z vprašanjem raziskovanje kislo-bazičnega ravnovesja, problema. Pred 2 leti je napisal čudovito raziskavo o kisu. Torej, dr. Robert Young, vinegar, kis in boste najdli. To so pomembne informacije za vaše goste, kar se tiče kisa. Vprašanje? Vitamini v sadju, ali nimajo kakšne posebne značilnosti, da te varujejo pred temi stvarmi? Torej, da so vitamini in sladkori skupaj. Običajno ja, ampak če ima nekdo problem z kandido, torej bo ta cuker hranil kandido. Če pa nekdo nima problema s kandido, potem pa to ni bistveno. In če ima nekdo raka, potem vidite, kako bi ga sadje potem tudi hranilo. Tu smo v bistvu pokazali to, kar svet dostikrat v bistvu ne poda, in to so vzroki, razlogi. Del mojega dela je tudi v bistvu odgovarjanje na maile, 1,5 ure na dan približno. Ravno včeraj sem imela, nekateri pišejo, da je to tako ali pa tako, ker je pač zmeda tam zunaj. Mi pa imamo zelo močno sporočilo. Zato, ker nam je Bog povedal, kaj naj jemo. Ampak ukvarjamo se z tako veliko ljudmi, ki ne poznajo Boga. Zato tukaj uporabimo znanost. Ko pripeljete znanost, lahko dodate tudi zgodovino. Pomnite tiste metode, ki smo že omenili, Biblija, zgodovina, znanost in zdrava pamet. Torej si pogledamo tudi malce zgodovino, kako so ljudje v zgodovini stvari počeli. In hvala tudi za ta prispevek iz Afrike. V vsaki državi najdete fermentirano prehrano. Govorila sem z gospo, ki je odrasla na Japonskem, ko sem bila v Ameriki lansko leto. Tako vesela je bila in rekla, mi pri nas na Japonskem tako veliko misota uporabljamo. In rekla, in jaz tega nisem uporabljala zdaj, ker sem mislila, da je to slaba prehrana, ker je fermentirana. In rekla je, da sojna omaka, ki jo doma delamo v vaseh, je fermentirana, ampak tisto, kar kupiš v trgovini, tistega se ne dotikam.
Veliko napačnih predstav je o tej kultivirani, fermentirani prehrani. Proso je zelo alkalno žito in kot smo že rekli, tudi brez lektinov, tudi ajda. Ajda ni v bistvu pšenica, ampak gre za alkalno seme. Kvinoja je žito brez glutena, ima pa lektine, nekaj. Tradicionalno pa so Azteki, ti, ki so uporabljali veliko kvinoje, so to mnogokrat splaknili v roku 24 ur, predtem bi to skuhali. In to zmanjša količino lektinov. Mislim, da vsakdo, ki je že kdaj kuhal lektine, jih morate doskrat splakniti, kaj ne? Če jih ne splaknete, potem imate tisto grenkobo, kaj ne? Amarant? Amarant postaja zelo popularna žito, zato ker je alkalno in brez glutena. Ampak, ko to kuhate kot kaša, potem pride to kot kakšen kup lima. Lahko pa amarant dodate malce k svoji prosejni kaši. To je kar v redu. Pira. Mislim, da je to, kar vi tukaj imenujete dinkel. Kamut. Naj vam podam celo zgodbo o pšenicah, o žitih. Originalno žito, ki ga je Bog naredil, je enozrnica. Nekateri to imenujejo enkorn, kar je nepar imenima. Predvidevajo, da je to nekaj 1000 let nazaj, je bila enozrnica in se križala z divjo travo. In tako je nastal emer. In leta 1950 so križali emer z drugimi stvarmi in proizvedli hibridizirano pšenico, ki imamo danes. Glutenska struktura enozrnice je bila zelo krhka struktura, zelo krhki protein oziroma gluten. To je pomembno za nas, zato ker pomeni, da se lahko prebavi. Emer je že malce bolj kompleksen beljakovina, torej struktura glutena. Ko pa so pšenico hibridizirali, je nastal zelo kompleksen gluten oziroma beljakovina. Skoraj samo železno vlit želodec lahko to prebavi. Ampak, hibridizirano pšenico naredite z drožmi, potem ta proces fermentacije že malce razgradi beljakovino. In to pomeni, da je manj kompleksna struktura. Emer pšenica se je ponovno na divje združila z divjo travo in tako je nastala pira. Oziroma dinkel. Ta je ohranila dokaj krhko strukturo glutena. In če to piro naredimo z drožmi, to razgradi strukturo glutena skoraj do originalne enozrnice. In še en razlog, zakaj je kruh z drožmi toliko boljši. Vprašanje, če imam torej moko iz originalne enozrnice, ali bi potem tudi morala narediti z drožmi, ali lahko uporabim kvas za to? Ja, lahko bi jedle tudi s kvasom. Prijatelja imam v Ameriki, ki je dobil naš nastavek za droži, ki ga je moja prijateljica dobila od neke stare gospe iz Nemčije pred 24 leti. Verjetno je nekje 130 let star. Moja hčera v Ameriki še vedno dela kruh s tem, na naši posesti tudi zaposleni tam to delajo. In nek mladi mož, ki je to tam dobil, je to izpopolnil ta proces pridelave in prišel do brezglutenskega kruha. In sedaj ima svojo tovarno, kjer proizvaja kruh brez glutena. Tristan mu je ime. Spletna stran www.tristan.com
www.simple.needs. Vem, da ga tukaj ne morete dobiti, ampak v Ameriki, če bodo kdajkoli odstranili potrebo za cepljenje, potem boste lahko pogledali njegov kruh na spletu. In ko nas je prizadel COVID, je on mastno zaslužil, zato ker je njegova pekarna na spletu. In najbolj čudovit kruh je to, mehak. In njegova konkurenca pravi, da vejo, kaj je v kruhu, ampak ne vejo, kako mu to rata. In on se samo sladko smeje. Lansko leto sem si pogledala njegovo tovarno, ko sem bila v Ameriki. Mislim, da je v Severni Karolini. In mi pokazal. In tam je bil velik čeber zastavka. In on to imenuje zastavek stare babice. Lahko vam dam mail moje hčerke, ki sušita droži nastavek in vam lahko po pošti pošljeta nastavek za droži. Ta zgodba razloži, zakaj je tako veliko ljudi netolerantnih do glutena. To hibridno pšenico so zelo hitro pospešeno pripeljali noter, ker je bila lakota, v Afriki, Indiji, Meksiko. Ni bilo nobenih študij za varnost hrane in sedaj vidimo, zakaj imajo ljudje tako veliko problemov danes. Dva najbolj pogosta simptoma sta zamegljenost v glavi in napihovanje. In koliko ljudi je, ki jih srečam, ki imajo te simptome. In včasih ljudje niti vedo, da imajo to, dokler niso en teden brez kruha. To je en problem. In drugi problem je tudi, da otroke prehitro hranijo z hrano. Prvi zobje, ki jih dobimo, so 4 zgoraj in 4 spodaj. Veste, kako imenujemo te prvih 8 zob? Mlečni zobi. Torej, kaj ne bi v naši otroci jedli? Mleko. To je vse. In naslednji zobje so te mlevce zadaj. In te pridejo nekje približno od 14 do 22 mesecev. In to so mlevci, te zobi meljajo pšenico. In jutri boste videli, ko bomo imeli naslednje predavanje, encimov za prebavo škrobov nimamo, dokler ne pridejo, zrastejo mlevci, zobje. Zadnjič sem dobila mail od gospe, ki mi je rekla, 7,5 mesecev star otroček, zdaj jaz mu daje kosmiče in lečo za zajtrk. Sem rekla, ne. In tako mnogo jih je, ki so me kontaktirali, moj otrok je zaprt. Prejšnjo leto sem bila v Nemčiji in sta mi prenesla tega srečnega debelega dojenčka. 5 mesecev je bil star. En zob je bil samo v ustih. In sta rekla, najin otrok je zaprt. Zakaj pa to, kaj pa delate? Ja, kosmiče, kruh in podobno. Aha, s tem morate nehati, ja, sem rekla. Ja? In koliko ljudi danes tega ne ve? Torej, prva stvar, ljudje razvijajo glutensko intoleranco, zato ker prehitro dobijo to hrano. Usporedimo to s Svetim pismom. Pismo v bistvu o tem ne govori, ampak, če pogledamo zgodovinske knjige, ki so približno istega časa kot Biblija, ki govorijo o teh rečeh, so otroke hranili v bistvu samo z mlekom do 5. leta. In hrano niso jim dali, dokler niso bili 3 leta stari. Kako je s tem v Bibliji, ko berem Mojzesovo zgodbo, ko je svojega Mojzesa oddala egipčanski princesi z 12 leti, ko je bil 12 let star? Torej, takrat je jedel normalno hrano šele ali kaj? Ne. On je verjetno jedel že normalno hrano veliko pred tem. Poglejmo si zgodovinsko. Zgodovinsko dojenčki niso bili hranjeni hrane. Šele zadnjih 100 let dajemo dojenčkom hrano. Če pogledamo znanost, v ustih še ni taelina, to je tisto, kar pride s slino, amilaza, ki razgrajuje škrobe, še ni, dokler ne pridejo te zadnji zobje ven. Poglejmo še zdravo kmečko pamet. Absolutno je nelogično, da dajemo otrokom hrano, ko še sploh nimajo zob. Torej, za dojenčka, ki je hrano, mora biti sposoben sedeti, mora biti sposoben se sam hraniti in to ni dovolj. Tudi zobe mora imeti, da lahko žveči. To je čisto kmečka pamet. Vprašanje?
To sem prvi slišala od vas in potem sem to raziskovala, zato ker si ljudje mislijo, da dojenčki še vedno nekaj tega presnovijo, prebavijo. Ampak edini razlog je, ker so še majhni. In potem, ko pridejo te mlevci zadaj, potem imajo vse, pa še vedno ni dovolj, da bi ta gluten prebavili. Nekako ga lahko prenesejo, ampak predelajo ga pa ne. Res je. In ko je moj prvi otrok imel oslovski kašelj pri 6 tednih in bil hospitaliziran za 6 tednov in sem spoznala osebje tam, tudi medicinsko sestro, ki je skrbela za slabo absorpcijo, torej za tak sindrom, v Sydneyju in rekla, ta oddelek je poln dojenčkov, ki so jim dali prehitro škrob. 23 let sem bila stara, ko sem to slišala. Večina ljudi, s katerimi govorim, še nikoli niso slišali za te reči. Torej, mojim dojenčkom nikoli nisem več dala škroba, dokler niso imeli zob. Moj sin James, 45, grednje takole, in on je mojster gradnje. To pomeni, da je on tist, ki vodi vse te velike projekte in tudi zelo čudovito igra trsteno piščal, torej se je možgani so se razvili, kreativnost se je razvila, telo se je razvil. Ni dobil trde hrane do 16. meseca. Mali otroček, ki se je kobacal okoli brez prehrane. Danes je to nezaslišano, kaj ne? Vprašanje, ali obstaja kakšna hrana, ki jo lahko date otrokom preden pridejo ven te mlevci? Ja, seveda. Nekateri otroci določene stvari bolj želijo kot drugi. Absolutno, ja. Vidim, da teh 8 prvih zob, ki pridejo ven, mlečni, da je to vaš čas za okušanje. Torej, z vami želijo nekaj početi za mizo. Torej, jim date košček kumare. In gledala sem mojega vnuka Lennoxa, te male zobe je imel, kot majhen zajček, in vse okoli njega so bili majhni koščki kumare. In majhni koščki kumare vse po tleh in prepričana sem, da jih je tudi nekaj pojedel. To je čas za okušanje. In ugotovili boste, da če otrokom dajete samo kašo, vse zmiksano, vse veste, da se ne naučijo žvečiti. In ko boste jutri videli, potovanje skozi črevo je žvečenje zelo pomemben del prebave. Vprašanje. Najin sin, star 6 mesecev, približno, zelo ga zanima, kaj midva počneva, ko jeva. In kaj bo na mizi, ga zelo zanima. Dajemo kubaro in jo cuza cel cajt. Ja, super. To je to, cuzajo. Moja hčerka je v bistvu za njene dvojčice, zdaj so 17, ni jim dala nikakršne hrane do 16. meseca. Sedela je ob mizi in dala jim igračke na mizo. In to je mislijo, da počnejo isto kot vi. Vse, kar primejo, kaj naredijo s tem, kar primejo. Takoj v usta dajo. Torej, njihova glavna hrana naj bi bila mleko. In ko začnemo uvajati pravo hrano, koščke, bi bilo dobro, da imajo že poln želodec mleka, da ne bi želeli veliko pojesti. To je zelo pomembno sporočilo za starše. In če si pogledate brošure, kako hraniti otroka, večina teh brošur, kdo jih je napisal? Industrija z otroško prehrano. Neka gospa mi je rekla, moj prvi otrok se je naredila točno to, kar so mi povedali. Dala sem mu Farex in tako so bili zaprti in potem jim daš nekaj drugega proti zaprtju in vsakeč, ko sem šla, sem mogla prepraviti vso to hrano, vse to zelenjavo skuhati, zmučkati, zmrzniti v majhne in vse veste, zakomplicirano. Drugi otrok sem delala točno to, kar si ti rekla in je tako preprosto, veliko bolj preprosto. Vprašanje? Zato, ker zdravniki pravijo, da morate svojemu 6-mesečnemu otroku, dojenčku, dati veliko špinača ali česarkoli, to, kar ima železo. Naj vam povem zgodbo o železu. Pride človek, testira mamino mleko pri 6 mesecih, ampak v drugih 6 mesecih se raven železa v maminem mleku zmanjša, pade. Torej, pride medicina z vso modrostjo in pravi, dojenček mora jesti, da dobi ta železo. Jaz sem bila nekoč članica društva doječih mater, torej sem tam dobila tudi te letake, ki podpirajo doječe matere in tam je bil nek zelo zanimiv članek. Torej, bil je poizkus
kjer so suplementirali železo v drugem polletju dojenčkove prehrane, da bi to izenačili z isto količino železa prvega polletja in vsi dojenčki so dobili drisko. Kot vidite, Bog ne dela napak, ne? Dojenčkove potrebe po železu v prvem 6 mesečju so veliko večje, kakor potrebe po železu v drugem 6 mesečju. Dobro je imeti te informacije pri roki. Vprašanje. Kako je pa z vitaminom B12? B12? Jutri si bomo pogledali to v detajle in ugotovili boste, da gre za bakterijo, ki jo najdemo v zelenjavi, ampak ni nam potrebno suplementirati tega dojenčkom. Ne, jaz tega dojenčkom nikoli nisem dejala. Če ima mama dovolj B12, potem bo vse v redu. Vprašanje? Ali bi lahko, prosim, bolj v detajle razložili, če mogoče, otroci, ki se rodijo po cesarskem rezu, nekaj izgubijo, kot pa v primerjavi s tistimi dojenčki, ki so normalno rojeni. To je res, ja. To zgodo bom povedala, potem bomo pa imeli pauzo, ker smo malce dolgi. Ampak v redu, se imamo še čas tudi za to. Tudi če danes začnemo pripravljati naše menije, bo v redu. To je zgodba nekega strokovnjaka za porod. Bil je govor o prijazni flori, o dobri flori črevesja. Rekel je, da mi smo vedno mislili, da je Bog naredil napako, ko je dal porodni kanal zraven anusa, tako blizu. Včasih smo ženskam dali klistir. Pred 50-40 leti so vedno dali klistir, zato da bi se spraznile, da nič, kar prihaja iz tam, ne pride blizu otroka. In sedaj vemo, da je to popoln dizajn. Razumemo. Zdaj, ker ko se porodni kanal odpre, se anus tudi malce raztegne in ko pride dojenček skozi ta kanal in ko se zrak dotakne dojenčkove kože, dojenček vdihne. In prvi vdih dojenčka je tudi zrak iz anusa. In ta porodničar je rekel, da je to popoln dizajn. Ko je dojenček še v maternici, je njihovo črevo sterilno, nimajo svoje flore. In ko se rodimo po normalni poti, kakor je Bog tudi namenil, da se to zgodi, potem so v bistvu dojenčki pravljeni z bakterijami. In to seveda gre v prebavni trakt dojenčka. Medtem, ko vdihnejo, tudi morda kaj pogoltnejo. Torej, vse gre to. In v prvih 3 dneh je materino mleko neka substanca v mleku, ki se imenuje kolostrum, hkrati bogat z prebavnimi bakterijami, floro. Odkrili so, da ko se dojenčki rodijo po cesarskem rezu, imajo te dojenčki več kožne flore v črevesju kot pa prebavne flore, ker njihov prvi dih dobi v bistvu bakterije iz kože. Odkrili so tudi, da te, ki so po cesarskem rezu rojeni, so bolj dovzetni za alergije. Torej, ta črevesna flora zelo pomembna, kot smo si to že pogledali. Tudi glede tega, da lahko razorožijo lektine in ta flora se podpira s tem, da jemo fermentirano prehrano. In kar ubija to floro so rafinirani sladkorji, droge in podobno. Torej, treba si je pogledati to ravnovesje.